Referendum je za nami. Konec je. Ne morete več glasovati. Kdor je mislil še na volišče iti? Ne hodi. Ker je konc. Zaprl se je. Rezultati so tle. 1-0 za Tysona. Ne, drugače je padel zakon z dobrimi 53% proti. Poraženci referenduma so se šli baje takoj še v nedeljo zvečer protestno ubit. Kdo je rekel, da se ne smem? So bili pa nekateri državljani. Oddaja je ful boljše, če mi date zapit prej, res. Državljani so bili na volišču že zelo zgodaj in to pred 7. In to v nedeljo. Jaz grem takrat ponovadi spat. Prvič po četrtku. Ja, jaz zelo zgodaj vstajam ponovadi. Ampak tudi nisem siguren, ker nisem nobenega obvestila, pa sem rekel, če ne bom šel pa v Vipavo volit, zato ker tu je pač omnija. Ta gospod je tudi od četrtka. Mi se zavohamo med seboj. A se nismo midva videla tam na Metelkovi? Upam, da ni oddal neveljavne glasovnice. Ker jaz bi jo, oziroma hujš, jaz bi oddal neveljavno vozovnico. Ni pa bil edini tako zgoden. Le nekaj minut kasneje so svoj glas oddali tisti, ki so imeli za današnji dan še nekaj načrtov. Ker imam mačka doma, ki ob 5 hoče zmeraj zajtrk in me zbudi in pol, ker sem enkrat buren, pol pa sem prišel, ne. Jaz imam tudi mačka doma. Pa ne sam doma. Tudi tlele ga imam za mizo. Pa ko mi petek je, kje še nedelja? Se vstanem rad zjutraj, opravim to in pol nadaljujem z dnevom. Jaz ga pa sem zraven, jaz spim zjutraj drugače. Jaz tak cajt spim, ampak ga rada ubogam. Pridi, draga, greva na volišče, da bova imela še kaj od dneva. Glasovala sva, sedaj pa naj se zajtrk pripravi. Potem greva pa v živalski vrt. V glavnem, opravljena je bila državljanska dolžnost. Zdaj pa nama pripravlja pojedina. Dajmo vprašati, kaj pravijo uslužbenke volišča Omnija. Smo bili presenečeni, ker smo takoj po 7 uri dobili ene par volivcev, nekaj celo presenetljivo zelo mladih. Zdaj, s tem, ker je rekla, da so bile presenečene, da so dobili zelo zgodaj, volilce je hotela povedati, da v bistvu še ni bilo pripravljeno. Ampak politično korektno se je izrazila. Tle je zelo prijazna gospa, ne? Ampak jaz si predstavljam, kako je izgledalo tam zjutraj. Puš svinčnika, ne viš, da še ni! A ne viš, da še ni škatle sploh? Zakaj so obkrožil proti? A si proti? Zdaj nas zanima, kakšni so kaj odzivi glavnih akterjev. Najprej tistih, ki so zakon pisali. Današnji dan ne bo zgodovinski dan za nikogar. Ne bo zgodovinski dan za vse tiste, ki so podpirali in še vedno podpirajo zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ampak tudi ne bo zgodovinski dan za tiste, ki se jim je posrečilo preprečiti, da bi bil ta zakon uveljavljen. Dobro, gospod je star, ne? Mogoče pa dosti sveta pa je zase ta zakon napisal. Ni šlo. Kaj pa nasprotniki? Lep dober večer. Na zgodovinski dan, Bogu hvala, zgodil se je čudež. Kultura življenja je premagala kult smrti. Danes so zmagali bolniki, invalidi, upokojenci. In zavrnjena je bila vladna, zdravstvena, pokojninska in socialna reforma, ki je temeljila na smrti. Čudež s 53%. Zame je čudež 100%, gospod Primc. Ne vem, ampak dajmo mu oprostiti, ker on
tako lepo vedno pove, tako mirno, tako pozitivno. Je bi njega gledal zmer, če bi vodil poročila. Ker tudi, če bi govoril o groznih stvareh, ki se dogajajo na svetu, bi to povedal na ta blažen način svoj. A ne da? Gledalke in gledalci, nocojšnjo oddajo začenjamo z vojno v Ukrajini. Putin je streljal z brezpilotnimi letalniki. Ampak življenje je lepo. In na koncu vedno zmaga dobro. Za dežjem vedno posije sonce. Jaz bi to gledal, prostite. No, odzivi pa so segali tudi v parlament, kjer se nahaja večina podivjane živine. Naravnost grozljiv pa je javni odziv predstavnice ljudstva, poslanke Svobode Lene Grgurevič. SDS plus Oprode, Nova Slovenija plus Cerkev, Zdravniška zbornica, Kmetijsko-gozdarska zbornica, Obrtna zbornica. Nikaj. Organiziral se je Črnuhar dobro, to mu priznam in menim, da je skrajni čas, da leva sredina odvrže plašč razumevanja in toleriranja. So tete, ki jim je treba telefon vzeti, ki jim živc poč. Jaz ne vem, a sem ono nikoli tega naučil? Sam njega ne moreš, ker ti lahko da opomin. Dobite drugi opomin. Pazite na svoj jezik. Drugi opomin, izrekam vam opomin. To je drugi opomin, oziroma imate že 2 opomina. Tako da vam odvzemam besedo. Ti ješ meni telefon vzel, izrekam ti opomin. To je že tvoj 5. opomin. In zdaj bom še tvitnila, da si lažnivec. Tako da pazi na svoj jezik. Mama, jaz sem tvoj sin. Opomin! Je pa v nadaljevanju, a veste, če ga lahko menda? Opomin, čeprav nisem. Okay. Je pa v nadaljevanju poslanka pojasnila, da je s Črnuhom v svoji objavi mislila na predsednika SDS Janeza Janšo. Ne vem, jaz mislim, da obstajajo bolj črni, kot je on. Ne vem. Jaz, če bi ga takšnega srečal na ulici, bi rekel, olega, Janša, ne bi rekel, olega Črnuh. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.